ne skače, ni Slovenc, kdo ne skače, ni Slovenc, kdo ne skače, ni Slovenc, hvala lepa. Marko, živo, pozdravljen, lep pozdrav v Celje, kako si, kako gre? Zdrav, Matej, vračam nazaj pozdrav v Ljubljano. Je tudi tam pri tebi tako lepo vreme kot pri nas? Je lepo, je sončno, je vedno bolj toplo in pomlad je, počasi sem že začel malo z joggingom v naravi in je najlepši spomlad, takole fino jeti malo ven, ko je tako lepo vreme, ampak dajva se zdaj posvetiti. Ja, danes ni bilo časa za to, ne, za biti zunaj. Ja, danes žal ne bo časa za kakšen izlet v naravo, ker je po noči končno prišlo do tistega težko pričakovanega, napovedovanega in bog si ga vedi, kaj še vse ostalo dogodka za slovenske ljubitelje košarke, slovenske športne navdušence. Prva tekma Gorana Dragića in Luke Dončića v NBA ligi, ki je bila obenem tudi zadnja tekma Dwayna Wadea in Dirka Nowitzkega, dveh argumentirano top 3 igralcev vseh časov na svojih položajih. Dwayne Wade verjetno tretji najboljši visoki branilec vseh časov za Jordanom in Kobijem, ob tem pa Dirk Nowitzki tretji najboljši krilni center vseh časov za Timom Duncanom in Karlom Malonom, vsaj po mnenju mnogih, ampak midva se ne bova toliko posvetila tem dvem legendam, ampak se bova posvetila našim slovenskim legendam, eni že ustaljeni, uveljavljeni in drugi, kako bi rekli, legendi v nastanku, čeprav Luka z svojimi dosežki se je prav tako že vpisal kljub rosnim letom in mladosti že v legendo. Ja, eni zahajajoči in drugi vzhajajoči zvezdi. Zahajajoči. No, ni še lih zahajajoč, ampak se veš, kaj mislim. Ja, če bo Goran zmogel igrati tako, kot je igral sinoči in tako, kot igra zdaj po poškodbi, recimo, ko se je vrnil, ko je končno zdrav to sezono, namreč poškodoval se je takoj na začetku sezone, prvo tekmo in potem nekaj časa je igral poškodovan in zdaj, ko je zdrav, vidimo, da je Goran še vedno sposoben igrati na izjemno visokem nivoju in če bo lahko tako igral še sezono ali dve, nikoli ne odpiši Dragona, bi se reklo, ampak kot sem dejal, prva tema analiza tekme, sinočne tekme, srečanja in seveda neverjetnih slovenskih navijačev, ki so poželi ogromno pohval na vseh družbenih omrežjih. Vsi govorijo na Twitterju, Redditu, največjih NBA družbenih omrežjih, vsi govorijo samo o izjemnih slovenskih navijačih, o tem, kako takega navijanja v NBA ligi še niso videli, tudi o tem bova rekla kakšno besedo. In pa seveda za konec ne smeva pozabiti tega oziroma se izogniti temi, ki jo je tudi sam Luka pravzaprav predlagal na nek način s tem, ko je po tekmi povedal. Raje bi bil, da bi bil Goran z mano. V moji ekipi je bilo lažje, ampak mislim, da je bilo specialna noč, kot sem prej rekel že. Luka bi rad igral z Goranom, Marko, in o tem bova midva rekla tudi kakšno besedo. Matej, kdo ne bi rad igral z Goranom, je boljše vprašanje. Tako hvaležnega igralca, tako dobrega igralca, ki se je pripravljen ekipi podrediti v taki meri, kot recimo Goran v Miamiju, ko bova o tem rekla kakšno besedo več kasneje, ampak v taki vlogi, recimo, kot je Goran igral sinoči na tej tekmi, kot prvi organizator prve peterke, ki vodi napad, on ni igral od povratka dalje. To je bilo prvič po povratku in rehabilitaciji, seveda, odkar se je vrnil po poškodbi, da je začel v prvi peterki in igral v vlogi prvega organizatorja. Tega on praktično letos na tak način še ni počel in to je tisto, kar jaz vse čas ponavljam. Če Goran igra v primerni vlogi, je Goran še vedno all-star igralec in to je tudi dokazal. In ali bo ta all-star igralec naslednjo sezono v Dallasu, Marko, bomo videli, bova rekla kakšno stvar še o tem. Preden pa začneva, samo na hitro, če lahko seveda bi vas zaprosil, če lahko všečkate tale podcast na našem YouTube kanalu, če se lahko naročite na naš YouTube Sportinfo.si kanal, s tem nam boste zelo pomagali, če lahko isto storite na naših SoundCloud in iTunes platformah. Hvaležni smo vsakega všečka, naročnine, komentarja. Tako, to je to za uvod. Zdaj pa Marko, a greva kar na analizo tekme? Pa greva. No, za začetek analize dajmo najprej osnovno statistiko povedati. Miami je zmagal z rezultatom 105-99.
Najboljši mož, kot smo že povedali, naš Goran Dragić z trojnim dvojčkom, 23 točk, 12 skokov in 11 podaj ob le 3 izgubljenih. Imel je tudi eno ukradeno žogo in eno blokado z metom 9-17. Obe trojke je žal zgrešil, iz črte prostih metov pa je metal 5-7. Tukaj velja omeniti še njegovega soigralca Waitersa, ki ni imel najboljši met, ampak je v tretji četrtini poskrbel za 11-0 oziroma 11 točk je dal zapored. Pa Adebaja, prvega centra Miamija, ki je pobral kar 16 žog, 13 pod svojim obročem, pa 3 pod nasprotnikovim. In če pogledamo Dallas Mavericks, ki so izgubili, kljub temu, da so bili vsi člani prve peterke dvoštevilčni, je verjetno še vedno Luka odigral najboljšo tekmo z 19 točkami, 8 skoki in 7 podajami, žal kar 6 izgubljenimi žogami. Od 18 metov jih je zadel 6, od tega 3-9 trojke in 4-6 iz prostih metov. Bo to dovolj osnovne statistike za enkrat, Matej? Ja, tisto najbolj pomembno si omenil, tudi tiste najboljše igralce Miamija. Če se za trenutek morda ostavim samo tukaj, Goranu si povedal vse, trojni dvojček, tudi jaz sem povedal, prvič je igral v tej vlogi po povratku od poškodbe in tudi pravzaprav prvič v tej sezoni zaradi poškodbe Richardsona in Winslova, dva igralca, ki ponovadi igrata v prvi peterki, sta bila tokrat poškodovana in je Goran celotno breme vodenja napada prevzel nase, igral 38 minut, začel v prvi peterki, videli smo, kako je igral. Človek je pripravljen za to, da se vrne v prvo peterko in upajmo, da se bo vrnil. Omenjam pa in omenil si Waitersa. In kot sem dejal, ta dva igralca sta bila odgovorna za tisti niz 30 zmag in samo 11 porazov 2 sezoni nazaj. To je bil najbolj uspešen niz in takrat je Miami daleč najbolje deloval vse od odhoda LeBrona Jamesa iz te franšize dalje. Nikoli niso igrali tako dobro kot v tistem nizu. V drugem delu sezone, prvi del sezone, so imeli ogromno težav s poškodbami. Podobno kot pravzaprav vsako leto. Ne vem, kaj je v Miamiju. Prosti, Matej, takrat so ostali tudi brez Chris Bosha, ne, se mi zdi. Že sezono predtem, Chris Bosh je tudi posebna zgodba. Miami vse od prihoda Gorana Dragića ima ogromno težav s poškodbami in to je en faktor, nesrečni faktor, o katerem se morda celo ne govori dovolj. Waiters in Dragić sta skupaj igrala odlično, ko sta dobila to priložnost 2 sezoni nazaj, ko sta bila končno oba dva zdrava in od takrat naprej nista bila več zdrava. Najprej je bil poškodovan Waiters več kot eno sezono, skoraj da ni igral, tudi na začetku letošnje sezone še ni igral, potem pa Goran 3 mesece. In na tej tekmi sta prvič pravzaprav po tistem fantastičnem nizu na koncu sezone 30 zmag in samo 11 porazov dobila priložnost kot 1 in 2 začetni backcourt, branilski dvojec Miamija in se pravzaprav dobro odrezala. Sicer Waiters ni bil tako zelo učinkovit, ampak je imel tisti niz na začetku drugega polčasa, ki je ustvaril določen pritisk in Miami je po slabem prvem polčasu prevzel na to pobudo, ki je na koncu oziroma do konca na to več ni spustil iz rok. V prvem polčasu so z izjemo Gorana vsi igralci Miamija precej ležerno igrali, niti približno niso igrali obrambe tako, kot jo znajo. Miami je obrambna ekipa, ki zmaguje predvsem z obrambo in na koncu seveda so tudi zmagali z obrambo in to tudi odraža odstotek meta Dallasa, manj kot 40% so metali iz igre, tudi trojke niso metali dobro na koncu, v prvem polčasu odlično, v drugem polčasu je pa Miami vendarle stisnil obrambo, predvsem za Luko, na Luki so se odlično pripravili, ti si že omenil, so ga podvajali agresivno po vsakem pick and rollu, včasih so ga že visoko podvajali, takoj ko je prešel polovico, tako da res so se dobro pripravili na Luko in tudi Miami se zna pripraviti, recimo imeli so že zelo dobre tekme proti Janisu, proti Hardenu, proti tistim najboljšim igralcem, znajo se dobro pripraviti na moštva, ki so močno odvisna od enega igralca. To je njihov talent in dobro smo lahko videli, kako učinkovito obrambo so igrali in seveda, tudi to si že omenil si poleg Dragića, Waitersa še Adebaja.
odličen mladi center in tukaj pod košem so tudi premagali. Miami v napadu je premagal Dallas z igro pod košem, na koncu so iz neposredne bližine obroča dosegli 60 točk, na drugi strani Dallas dosegel iz neposredne bližine obroča samo 36 točk. In ja, to je igra Miamija. Na eni strani je trda obramba, veliko zone, tisti, ki pravijo, da ne marajo NBA košarke, da se ne igra obramba, ne gledajo Miami. Ne boste umirali zaradi lepote igre v napadu, ampak v obrambi, še posebej za tiste recimo največje tekme, vidimo pogosto njihove tekme, rezultat 90, od 90 do 95 točk, nasprotna ekipa od 85, recimo nizki rezultati, ki bi se v Euroligi na 40 minut igre gibali tam okoli 70 točk, torej obrambne tekme, tako igra Miami. In ta njihova zono so leto zonsko obrambo veliko zmagovali, ampak treba je seveda vedeti, da v NBA zona ni ista kot v Evropi. Jo je teže igrati, ker seveda še vedno veljajo 3 sekunde. Ne moreš biti v raketi 3 sekunde in ne moreš se utaboriti pod košem, tako kot se lahko v Evropi. In Adebayo, na drugi strani, tudi Olinik in tudi Hassan Whiteside so napadov, seveda, vemo, Dirk Nowitzki, zdaj nimajo nobenega resnega centra, brez DeAndreja Jordana, bolj močnejšega, težjega centra, imajo recimo 2, pogojno rečeno, šterki, Dallas s Pavlom in Kleberjem, in pa Nowitzkega, in preprosto se niso mogli zoperstaviti Miamiju pod obročem, ampak to bi reč omenil, da ne bom že spet predolg, ker prekin me Marko, če ti kakšna stvar pade, da ne bomo predolgih. Enih par stvari mi je že padlo na pamet. Ja, ampak tole sem sam še hotel povedati. Ampak govoriš, da... Ja, ne, sam tole sem hotel še dodati, okay. Da ko govorimo o Miamijevi obrambi, njihovi igri, da zaradi tega pa Miami letos izgublja, ker mu manjka tisto, kar ima vsaka ekipa nujno potrebuje, vsaka ekipa letos dobre strelce, oziroma ne letos, v taki košarki, kot se igra sedaj, danes v ligi, kakršna je, vemo, brez strelcev se ne da. In najboljši trenerji, najboljša moštva v vsaki peterki imajo vsaj 3 ostrostrelce, ki lahko zadanejo, dobro mečejo za 3, če ne celo 4, ali pa nekatera moštva, najboljša moštva 5. Golden State Warriors so nevarni zaradi tega, seveda tako nevarni, ker lahko vseh 5 igralcev, zdaj Draymond Green letos ne ravno več, ampak in to je letos njihova šibka točka. Ravno to je recimo eden izmed teh problemov, zakaj Golden State Warriors morda niso tako prepričljivi, ker je Draymond Green zdaj šibka točka. Miami ima pa 4 take šibke točke ves čas na parketu. Njihov spacing, vse nasprotne ekipe jih zaustavijo tako, da zgostijo obrambo pod obročem in seveda mnoge ekipe imajo precej boljše centre, kot sta Dirk Nowitzki, 41-letni Dirk Nowitzki in pa zdaj šterke Kleber Powell, ki so premajhni za kakšne težkaše, fizično močnejše centre in jih seveda niso mogli zaustaviti, Dallas nima teh orožij, ampak veliko ekip jih pa ima. In samo zgostijo obrambo pod obročem, postavijo centre, zaustavijo prodore, vemo tudi, kje je Goran najboljši v prodoru, videli smo, kako se je poigraval z visokimi igralci Dallasa brez težav, tudi odličnim Kleberjem, ki je dober obrambni igralec, pa ga je enkrat tako obrnil kot Luka, recimo potem obrnil Jamesa Johnsona, ki je odletel med gledalce. Ja, sta kar malo tekmovali v tem obračanju obrambe. Ja. In to je seveda problem Miamija, da preprosto nimajo ostrostrelcev in zato bodo v končnici izpadli po hitrem postopku in take ekipe, ki nima ostrostrelcev danes niso konkurenčne in ne vem, kako je lahko Pat Riley sestavil tako ekipo. In še dodatno, ne samo, da je sestavil tako ekipo, edinega dobrega ostrostrelca, ki so ga imeli, so ga morali tradati, zaradi tega, ker so želeli malce prišparati denarja, drugače bi morali plačati visok davek na luksus, govorimo o več 10 milijonih dolarjev, in so morali Ellingtona, edinega res dobrega ostrostrelca, tradati, ker je Riley sestavil oziroma dal tem ne strelcem, slabim ostrostrelcem izjemno visoke pogodbe in jih niso mogli tradati. In so mogli tradati tistega, v bistvu, ki bi ga najbolj, oziroma v tej situaciji, najbolj morda celo rabili, da malce odpre prostor. In zdaj proti Dallasu seveda so lahko zmagali s tako igro. Trda obramba,
nabijanje pod obroč s centri. Goran Adebayo pick and roll je bil nezaustavljiv, Goran Whiteside pick and roll je bil nezaustavljiv, Goran Jones pick and roll je bil nezaustavljiv. Preprosto Goran mislim, da je serviral 5-6 lobov za zabijanja ob obroču tem svojim visokim igralcem. Tako je seveda Miami uničil Dallas in to je bila ta tekma, ampak druge ekipe pa seveda ne bodo morali premagati. Videli smo, kako so bili nemočni proti Milwaukeeju. Na zadnji tekmi pa je Milwaukee bil brez dveh pomembnih igralcev v rotaciji, tako da, ja, zdaj sem bil pa res že predolg, prosti Marko, povej. Nič hudega. Nekaj mi je padlo na misel, ko si govoril o temu, kako počasno košarko in obrambno košarko igra Miami skozi celo sezono. Jaz sem pri Miamiju že par sezon zapored opažal, da oni igrajo takšno košarko, kot da bi se celo sezono pripravljali na končnico, ker kot vemo, košarka v play-offih pa košarka v redni sezoni izgledata povsem drugačni. In v tej tekmi proti Dallasu nista zaigrala tudi člana prve peterke Justice Winslow in Josh Richardson. Oba letos solidno mečeta za 3, Richardson sicer malo manj kot letos, verjetno zato, ker je bil fokus nasprotnih obramb v odsotnosti Dragića med poškodbo. Ampak drugače, če pogledaš, Dragić je soliden v obrambi. Derrick Jones Jr., ki sicer ni stalen član prve peterke, je tudi zelo dober v obrambi. Potem pa Winslow in Richardson, ki sta tudi dobro v obrambi, in Adebayo, ki pa je odličen v obrambi za svojo pozicijo. Jaz bi mogoče kar malo bolj verjel kot ti, kar se tiče obrambe v končnici takšni peterki. Pa še potem James Johnson iz klopi, ki je tudi dobro obrambni igralec, in Whiteside konc konce, pa Wade, ki ima pač izkušnje. Se ti ne zdi to mogoče kar solidna ekipa za play-off? Ko govoriš o obrambi, obramba je eno. Jaz ne dvomim v obrambo Miamija. Obrambo je recimo tudi v lanski končnici Miami igral dobro, pa je na koncu Filadelfija z njimi opravila v 5 tekmah temu, kar rečemo džentelmenska metla, 4-1. Ni grih 4-0, se pravi metla, ampak džentelmenska metla, 4-1. Ampak problem je seveda v napadu, to je tisti problem. Zaradi tega, ker preprosto ne morejo dosegati lahkih točk, ker vse ekipe poznajo recept proti njim. Zapreš raketo in to je to. Ko so recimo premagali Golden State Warriors, zdaj po All-Star breaku, ko se je Goran vrnil, in Spurse, ko so jih premagali, je Goran odlično, izjemno metal za 3. Bil je, sedaj po All-Star breaku, je preko 40% trojk zadane. Ampak Goran, vemo, ni to tista njegova najboljša, najmočnejša stvar. Vemo, kje je on najmočnejši. Njemu je treba tudi malo odpreti prostor in lahko 1-1 proti vsakmu centru, vsakmu igralcu v NBA ligi pride v pick and rollu pod obroč in zaključ. To lahko on še vedno naredi in to še vedno počne izjemno učinkovito. Skozi celotno kariero je bil med najbolj učinkovitimi ne samo branilci, ampak igralci, ko govorimo o zunanjimi igralci, ko govorimo o zaključevanju, o odstotkih učinkovitosti, zaključevanju metov pod obročem, polaganjih, izjemno visoki odstotki, dosti višji recimo kot kakšen Kyrie Irving, za katerega mnogi pravijo, da je najboljših finišerjev vseh časov zunanjih igralcev, ki zaključujejo pod obročem. Ampak, da se samo obrnem na tvoje vprašanje, ja, obramba ni problem. Problem je napad. Tako kot sem rekel, nimajo nobenih strelcev in jaz ne dvomim, da bodo igrali dobro obrambo v končnici, ampak ne bodo morali dosegati točk in zdaj, če ne bo Goran že spet imel predstav, kjer bo metal trojke, ne vem, 5-7, 6-8, 4-6, zadev 5-6 trojk na tekmo ob izjemno visokih odstotkih. V ekipi nimajo igralcev, ki so kaj takega v bistvu sposobni. Glih to je tisti problem, o katerem zdaj govorim. Tisti najboljši playmaker ekipe, ki ustvarja najboljše priložnosti za soigralce, je pravzaprav v tem trenutku je morda celo najboljši in najbolj zanesljiv ostrostrelec v tej ekipi. Mislim, ni Richardson, ni Winslow, je morda on, mislim, a veš, kdo drug ne? Nimajo nobenih ostrostrelcev, to je tako slabo sestavljena. Ne želim biti nespoštljiv do Dona Rileyja, do velikega Rileya, ki je osvajal prstane kot igralec, trener in generalni menedžer, generalni direktor, ampak se mi zdi, da ga je zdaj pri koliko, 72, 73 letih. Da ga je malo posračkal, s to ekipo. Malo povozil, mislim, preveč razmišlja old school mentaliteta, mislim, da ima. Dal je Hasanu Whitesideu 25 milijonov na sezono, ker je vedno rad imel visoke, močne
relativno počasne centre, ampak Hasan Whiteside je igralec, ki bi bil odličen, če bi zaslužil 10 do 12 milijonov na sezono, bi ga vsaka ekipa hotela. Za 25 milijonov vse so ga poskušali tradati. Nobena ekipa v ligi ga noče in vsaki seveda pogleda, kakšno tekmo ve, zakaj ga noče nobena ekipa, ker preprosto ne sodi v ta stil košarke, ki se zdaj igra, preveč limitiran center, fizično močan, skočen, nadarjen, ampak in verjetno center, ki bi bil pred 15, 20, 30 leti dosti bolj cenjen, tako kot bi bil Bobby Marjanović v košarki, ki se je takrat igrala. Ampak zdaj se igra drugačna košarka in ja, Pat Riley je želel ekipo sestaviti okoli Hasana Whitesidea, ob tem je dal pa še pogodbe, kot sem dejal, igralcem. Kot so Tyler Johnson, ne? Tyler Johnson, James pogodbo. Johnson, tudi Waiters, poškodovanemu Waitersu, ki ni 1 leto in pol igral, je on dal 16 milijonov na sezono, kljub temu, da potem, kot so poročali novinarji, ni nobena druga ekipa mu ponudila več kot 10 milijonov na sezono. In na eni strani zato imajo igralci tako radi Miami. Zato imajo ne samo zaradi čudovitega mesta, infrastrukture, ampak zato, ker je za njih seveda poskrbijo na tak način. Riley ve, kako se kupi, kako bi rekel, lojalnost, ampak ekipa, ki jo je zdaj sestavil, je, to ne pravim samo jaz, to pravijo recimo temu najbolj cenjeni spremljevalci, novinarji, kot so recimo Zach Lowe in podobni, sestavil povsem eno izmed najslabše, najbolj neprimerno sestavljenih ekip. In recimo ekipa, v kateri, tako kot je Goran igral sinoči, v taki vlogi, kot je igral sinoči, on v tej sezoni praktično še ni igral. Igra povsem drugače. Pogosto ga boste videli, tekmo pred tem je bil več časa v kotu, kot pa igral žogo. In je Wade igral celo tekmo proti Orlandu, ko so igrali. In je Wade recimo igral več ali manj celo tekmo žogo. In to je tudi zaradi tega, ker je ekipa tako slabo sestavljena. In kar želim povedati, ekipa je tako sestavljena, da dela igralce slabše, namesto da bi igralci recimo zablesteli, bili komplementarna, dobra kemija v ekipi, igralci, ki bi se dopolnjevali, ki bi delali drug drugega boljšega. Je ekipa tako sestavljena, da pravzaprav igralci izpadejo slabši, kot so. In tudi to je en izmed razlogov, to ni samo letos tako ekipa sestavljena. Jaz trdim, da je to eden izmed razlogov, zakaj je Goran tako pocenjen. In Goran je dejansko, pa da ne bom zdaj šel v novo temo, koliko je Goran pocenjen, ampak jaz se strinjam s Stevom Nashom, ki je pred začetkom te sezone dejal, Goran je eden najbolj pocenjenih igralcev v NBA ligi. Če bi on imel malo več sreče v svoji karieri, bi bil večkratni All-Star in s tem malo več sreče on, mislim, da ciljal predvsem na to moštva, kjer bi seveda ekipa bila bolj sestavljena. Tako kot recimo, če bi lahko igral v takem moštvu, kot je igral 13-14 Phoenixu, ko je bila verjetno edina sezona, ko je imel pa ne dobro ekipo okoli sebe, in slabo ekipo okoli sebe, ampak sistem, ki mu je ustrezal. Pa smo videli, kaj je naredil moštvo, ki so mu napovedovali 15-16 zmag, Vegas, stavnice, pred začetkom sezone so takrat Phoenixu napovedovali manj kot 20 zmag, vsi po vrsti. Na koncu je to moštvo pripeljal pravzaprav lastnoročno do 48 zmag, postal zasluženo All-NBA, eden izmed 15 najboljših igralcev v ligi. In to je bila edina sezona, ko je pravzaprav igral v taki vlogi. Zatem nobeno sezono več. Ja, žal v NBA-ju tako, da tudi če si zelo dober igralec, moraš imeti tudi srečo, da padeš v pravo situacijo in da te recimo trener ne bo rekel sovraži, ampak te potiska naprej v prvo peterko, sestavi sistem okoli tebe. Dragič bi recimo letos dosti bolj pasal v takšno ekipo, kot je Sacramento Kings, kjer blesti Fox, ali pa mogoče, če bi igral na mesto Irvinga v Bostonu, pa bil malo bolj pripravljen več pozornosti pustiti igralcem, kot so Tatum in drugi. Ampak dobro, to je spet, kot smo rekli, debata za kakšen drug podcast. Dejstvo je, da je Dragič zelo dobro začel tekmo tudi zato, ker je v obrambi na njega čakal Dončić. Ne vem točno, zakaj je Dončić kriv Dragića, mogoče je bila to njegova želja. In Novicki pod košem. Takšna dva igralca, ki sta definitivno minus, zaenkrat še v obrambi, ni težko obračati, še posebej za pick and rolli. Ampak tudi potem, ko ni bilo več Novickega igri, je lahko Dragić še vedno fajn igral pick and roll in z Whitesideom in z Adebayom in še z Derrick Johnsonom. Ne? To je recimo problem tega Brunsona, ki letos za rukija, novinca igra zelo dobro. Pozna se recimo to, da je bil on 3 leta na koledžu, ne samo eno,
tako kot večina, zaradi tega seveda pridejo povsem neizdelani, zadnja leta pridejo povsem neizdelani igralci v NBA ligo, on je pa 3 leta ostal tam, bil izbran celo za najboljšega NCAA igralca leta, osvojil 2 naslova z Villanovo. Želim samo povedati, več izkušenj, bolje šolan igralec in vidimo, da lahko takoj prispeva, ampak obramba. Obramba je tisti njegov velik problem in Goran je seveda to brez problema izkoristil. Ti si povedal, seveda, Luka ga je pokrival, Luka Gorana ne more pokrivati. Jaz sem tweetnil, recimo, ima tukaj Rick Carlisle flair for the dramatic, veš, nek režiser, da malo bolj dramatično tekmo režira s tem, da da Luko na Gorana, da zgleda, da imata več teh individualnih dvobojev. Ne vem, ampak Luka ponavadi skoraj nikoli ne pokriva organizatorjev, celo dosti slabših organizatorjev, ne vem, zakaj bi ga potem dal na Gorana, morda gre pa tudi za to, da seveda govorimo o tem podcenjevanju, Goran je bil poškodovan, to je bila prva tekma, ki jo je začel na položaju organizatorja, že spet in morda je malce presenetil Spoelstra, Carlisla s tem, ampak na to bi se še obrnil, ker si ti recimo govoril, kako bi Goran v drugih ekipah pasal, če se obrnem že spet na sezono 13-14, on je bil takrat z Frajem najboljši pick and roll lige, oziroma pick and pop. Pick and pop, ja. Večinoma pick and pop. Pick and pop je v bistvu samo verzija pick and rolla. To spada pod pick and roll statistiko, vodijo to uradni statistiki, koliko točk pač dosežeš, ko 2 igralca igrata screen in roll ali pa screen and pop igro. Torej blok in odvajanje na trojko ali utekanje pod obroč. In Goran je v 13-14 sezoni s Frajem bil najbolj učinkovit pick and roll lige. Predstavljaj si recimo, da bi on igral z Lopezom, tako kot Janis, da bi imel takega centra, ki tako zadeva trojke in okoli sebe same strelce. Jaz trdim, da bi bil Goran še vedno igralec 20 točk, 5-6 podaj na tekmo, 4 recimo skoke in ob tem tisto, kar njega dela posebnega, seveda tista izjemna učinkovitost. Nad 50% met iz igre, nad 40% met za 3. Goran je eden izmed redkih igralcev v zadnjih 15, 20, 25 letih, ki so imeli sezone, v kateri so dosegli več kot 20 točk, ob vsaj 50% metu iz igre in 40% metu za 3. To so ponavadi MVP sezone, tako učinkovite sezone, oziroma ko gledamo sezname igralcev, ki so to dosegli v zadnjih 20 letih, so med njimi pravzaprav igralci oziroma sezone igralcev, ko so postali MVP. So dajali več kot 20 točk, več kot 50% met iz igre, več kot 40% met za 3. Tako da ne vemo, kakšne posledice je pustila ta poškodba, dolgoročno, kako bo to izgledalo. Ampak sinoči je igral 38 minut. Meni je recimo najbolj ostalo v spominu ta akcija v obrambi, Marko, ko je stekel iza odzadaj, ko je Branson vzel žogo, je začel prenašati, Goran je zašprintal za njim, kljub temu, da je hitro prenašal žogo, ga je Goran ujel, mu zbil žogo, se vrgel v avt, da je rešil žogo pred izpadom in na to nazaj v napad tekel in organiziral napad. 38 minut na polno, vemo kakšen, se vemo, v finalu ga ni mogel noben ustaviti, dokler ga niso Krči zaustavili in verjetno bi bilo tako tudi sinoč, če bi ga Krči parjel. Ja, res je, čeprav roko na srce, verjetno so tukaj krivi, tudi navijači, na krilih katerih je predvsem Goran poletel. In po drugi strani mi je všeč, da mu je bil mentor Steve Nash, ki je tudi sam bil zelo dober tudi v kasnejših letih svoje kariere. In jaz upam, da bo Goran tudi tako kot Nash učinkovit do 37 ali pa celo 38 leta. Ne? Ja, vseeno je Goran bolj fizični igralec. Mislim, vse vemo, kako se meče, kako hrabro, neustrašno gre pravzaprav pod obroč med drevesa, ki ga dostikrat tudi sklatijo. In ne vem, če bi upal trditi, da bi ravno do 36, 37, ampak mislim, da ima še 2-3 dobre sezone pred sabo. In tukaj greva zdaj lahko morda počasi na to drugo topiko, kako bi Goran pasal v Dallas. Vemo, Marko, zdaj kakšni situaciji je Dallas, oni so se odločili za intenzivno tankanje, zdaj po tistem prestopnem roku, v katerem so zamenjali 4 od 5 igralcev prve peterke, zamenjali pravzaprav celotno ekipo in s tem tudi malce zatankali Lukovo sezono, namreč
V vsakem primeru Luka igra po All-Star premoru malce slabše, kot je igral pred All-Star premorom, torej po teh menjavah igra malce slabše kot pred temi menjavami. Predvsem se to odraža v učinkovitosti meta, tukaj je predvsem slabši, še vedno dosega več kot 21-22 točk na tekmo. Več kot 9 skokov, tudi na tekmo 8 podaj, njegove številke tudi recimo skoraj da 1,5 ukradena žoga. Blizu ene blokade je bil recimo nekaj časa, tam 10 tekem je imel povprečje več kot blokado na tekmo. Torej zapolni vse statistične kategorije dobro, ampak odstotki in pa seveda izgubljene žoge in tukaj je veliko faktorjev. Tudi o slabši kondicijski pripravljenosti bi lahko govorila in tukaj je pravzaprav dobro, da Luka vidi, kako naporno je biti tisti prvi, edini, glavni igralec ene NBA ekipe, pravzaprav edina resna nevarnost in tako kot ga je Miami sinoči od prve minute dalje pogosto podvajajo. Tako da, ko ga niso 1-1 je že tam v prvem polčasu prihaja do točk. Potem v drugem polčasu pa že spet agresivno podvajanje, pravočasno podvajanje, predvsem da se ne bom zdaj že spet vrnil na temo Miamija, ampak tega Adebaja, se sva povedala veliko njemu, ampak jaz mislim, da je on edini od sedanje generacije, pogojno v navednicah, mladih igralcev Miamija, ki ima all-star potencial. Oziroma, če ne že all-star, ker vemo, obrambni igralci imajo malce probleme s tem, ampak potencial za najboljšega obrambnega igralca lige, vsekakor pa potencial za idealno najboljšo obrambno peterko lige. Eden izmed najboljših obrambnih igralcev, mladih obrambnih igralcev lige je Adebayo in on je pogosto zelo pravočasno, ko je Luka poskušal igrati pick and roll, podvajal in mislim, da je bil zaslužen Adebayo za 3 ali 4, morda še kakšno več izgubljeno žogo Luke in to je še ena ta slabost. Slabši procenti, več izgubljenih žog. Zakaj? Ker seveda nima nikogar v ekipi. In zdaj, ko Dallas tako intenzivno tanka, Marko, kaj pa naj Luka počne? Mislim, neuigranje, to seveda pripelje do več izgubljenih žog, na drugi strani pa nasprotniki vedo, kje je edina največja nevarnost in ga podvajajo ves čas. Ja, Matej, strinjam se s tabo in če ne zdaj, kdaj bi bila najboljša priložnost, da se Luka navadi na tako hudo podvajanje in zadušujočo obrambo, ki ga bo verjetno čakala tudi v končnici naslednje leto, sicer bo imel takrat tudi Porzingisa in še koga zraven. In to, koga bo imel zraven, seveda slovenski navijači najbolj upamo na to, da bo imel zraven Dragića, je veliko vprašanje, koliko ekip bo imelo mlada jedra, zelo dobre mlade igralce in vsaj en max slot, prostor za vsaj eno max pogodbo. LeBron Lakersih bo imel vsaj prostor za vsaj enega takšnega igralca, pa Clippersi. Atlanta ima solidno jedro, Dallas seveda, New York Knicks celo 2 takšna max slota, 2 prostora za takšne pogodbe. Phoenix tudi, ne, ko ima Bookerja pa Aytona, bo imel tudi prostor za vsaj enega takšnega max igralca. In ko se potem tisti top igralci porazdelijo po ekipah, od Duranta do Irvinga do Leonarda in tako naprej, pa Kemba Walker recimo, Klay Thompson, Cousins, Butler, bodo potem na sceno stopili igralci kot so Nikola Vučević, pa Goran Dragić in tako naprej. In jaz mislim, da ima Dallas dobre šanse, da dobi enega od, če že ne tistih najboljših free agentov, prostih agentov, po vseh tistih kot so Vučević, celo Dragić, mogoče Middleton in tako naprej. Ja, pravzaprav vseh teh free agentih sva z Blažem Bertalaničem že posnela en podcast, kjer sva podrobno pogledala, kateri vsi prosti igralci so na voljo, bodo na voljo letos poleti, kateri bi morda sodili v Dallas, katere bi si Dallas lahko privoščil, ker Dallas bo imel potem, ko bo podpisal pogodbo s Porzingisom, Porzingisu bo poleti ponudil, to že vemo, $158 milijonov za 5 let, torej 5-letno max pogodbo in potem bo imel še več kot 30 milijonov na voljo za, tako kot si dejal, še enega max igralca ali pa recimo 2 zelo dobra igralca. Vsekakor Goran bo
prost igralec, oziroma ima player option za naslednjo sezono, kar pomeni, da lahko predčasno prekine pogodbo in na trgu sklene novo pogodbo. In ponavadi, po pravilu, skoraj da po pravilu, brez izjeme, igralci, ko pridejo v Goranova leta in ko imajo ta player option zavrnejo in sklenejo novo dolgoročno pogodbo. In to, da seveda potem Goranu garancijo, da 2-3 leta, 4 ponavadi pri teh letih že teže dobijo, ampak 3 leta, da ima garancijo, če se recimo spet poškoduje ali kaj drugega, ker namreč, če se naslednjo sezono poškoduje, to je tisto, zaradi česar seveda igralci radi podaljšajo pogodbo oziroma zavrnejo player option in sklenejo novo dolgoročno pogodbo, ker jim da to seveda garancijo, če se morda poškodujejo, da ne ostanejo potem brez pogodbe ali pa morajo za nek minimum v drugo ekipo, ker so bili predtem celo sezono poškodovani. Ja, in spomnimo, Goran ima kar bogat player option, torej če bi želel podpisati novo pogodbo, bi se mogel odpovedati 19 milijonom, kar mogoče izgleda res dosti. Ampak če pomislimo, da namesto tega lahko dobi pogodbo za naslednja 3 leta z približno 10 do 12 milijonov na leto, je mogoče to res boljša opcija, tako kot si rekel, ne? In glede na igre, ki jih kaže zdaj po povratku te poškodbe, ko dobi priložnost, ko igra seveda na svojem položaju, mislim, da je to povsem možno, da bi recimo dobil 3 leta 36 milijonov, 3 leta, se pravi na leto 12 milijonov, in tako seveda v 3 letih dobi več denarja kot 19 milijonov, ki bi jih dobil samo za naslednjo leto, dobi v končni fazi več denarja, za seveda dlje časa, ampak ima s tem to dolgoročno garancijo in to mislim, da je v tem trenutku tudi bolj pomembno. Recimo, mimogrede tudi na zadnje, ko je imel Goran player option, je player option zavrnil in sklenil novo pogodbo. Ja, in tudi ne pozabimo, da takrat, ko je podpisal pogodbo z Miamijem, je bil salary cap, torej tista meja, dokolikor lahko te ekipe zapravljajo, dosti manjši kot bo zdaj. Ne? V 4 letih se je kar precej dvignil in tudi zato lahko mogoče upa celo na več kot 12 milijonov na leto. No, odvisno, koliko bodo obupane tiste ekipe, ki ne bodo dobile najboljših prostih igralcev letos. Pravzaprav, ko sva gledala z Blažem, že spet ta podcast bo objavljen v naslednjih dneh, bolj podrobna analiza poletnega prestopnega roka oziroma poletne tržnice, NBA tržnice. Ampak tam nekje za Kyrijem Irvingom, če vsi podpišejo pogodbe, tako kot predvidevamo, je edina neznanka med boljšimi organizatorji oziroma edini boljši organizator, pri katerem je recimo določena neznanka, ne vemo, ali bo še ostal v Bostonu ali se bo preselil kam drugam, je pravzaprav Kyrie Irving. In ko Kyrija Irvinga podpiše, bo naslednja najboljša point guard opcija na položaju 1, na položaju organizatorja, pravzaprav Goran Dragić. No, tu ne pozabimo še na Kemba Walker, mogoče on mičkeno. Kemba bo ostal v Charlotte Hornetsih, ja, oni mu lahko dajo 5-letni max in Kemba to zadnjo pogodbo, ki je podpisal, je bila 10-11 milijonov na leto, on je izjemno podplačan glede na produkcijo in bo pravzaprav ni še tistega, kako bi rekel, generacijskega bogatstva, ki preskrbi ne samo tebe, ampak poskrbi, da bodo tudi tvoji tam potomci za nekaj generacij naprej lahko živeli na veliki nogi. Te pogodbe on še ni dobil, jo pa bo lahko dobil, če mu Charlotte Hornetsi zdaj dajo supermax, oziroma ta največji max, ki ga on lahko, ki je pa tam za 5 let se približuje, mislim, da 200 milijonov, tam nekje 190 milijonov. Tako to so ogromne številke. Tako, ogromne številke in pri njemu je pa to na leto več kot 30 milijonov dolarjev in a bi se odpovedal tam 30 milijonom, v zadnjih 3 letih je zaslužil toliko, kolikor bo potem lahko v eni sezoni in mislim, ne verjamem, da bi bil pripravljen žrtvovati, kot tudi mislim, da bo ostal. Ampak ja, recimo, če Kemba Walker še, pa da je pa Kyrie pa Kemba, pa je pa že Goran, veš. Ampak že spet, Kyrie ostane v Bostonu, Kemba ostane v Hornetsih, je potem še vedno veliko klubov in Goran argumentirano najboljši organizator. Jaz bi si upal celo trditi in zdaj bojo seveda, zihar me bojo kritizirali, ampak da je zdravi Goran še vedno bolj koristen za ekipo kot Kemba. Če gledamo samo te ključne tekme, tudi zadnjo tekmo, zdaj po povratku, po poškodbi, Goran, ko je igral proti Kembi, Miami, ko je igral proti Charlotte Hornetsom, ga je Goran nadigral. Nadigral ga je v play-offu, ko so imeli serijo, vemo, 2-3 leta nazaj, Charlotte Miami,
ga je Goran nadigral, še posebej na tisti odločilni 7. tekmi ga je, ne samo v napadu, ne me narobe razumeti, je Kemba boljši, ampak je pa Goran v obrambi toliko boljši, da ta razlika med njima, a veš, na koncu ni tako velika. No. Goran je izjemno pocenjen in, kot sem dejal, tudi Steve Nash, njegov prijatelj in mentor, se s tem strinja in jaz mislim, da je ogromen velik razlog za to, da je pocenjen seveda to, da igra v Miamiju, ki igra povsem, stil igre, ki je povsem drugačen od tistega, ki njemu ustreza, pa je kljub temu recimo postal all-star igralec v Miamiju. In Goran sodil bi odlično v Dallas, zakaj? Zato, ker tale Brunson, ki je zdaj recimo organizator, ki začenja tekme na položaju 1 zraven Luke, da pokriva nasprotne enke, ni dovolj dober v obrambi. Luka rabi zraven sebe enega izkušenega, nesebičnega organizatorja, ki igra dobro obrambo. Goran mislim, da je naravnost idealna opcija, če bo ostal zdrav, če lahko igra na tem nivoju, lahko Goran, Luka, Porzingis, pa dajva še Vučevića zraven, je zame to tako imenovano, tako rečejo Američani, playoff core. Jedro za playoff na zahodu. To pomeni, da če je to playoff core na zahodu, da bi bili na vzhodu morda top 4 ekipa. Ko si rekel, da je Goran idealna opcija, tu me bo mogoče spet kdo križal, kakšen slovenski navijač, jaz mislim, da pred Goranom bi mogoče samo še Jrue Holidaya postavil kot idealno opcijo ob bok Luki. Moramo se pa tudi spomniti pred poškodbo, recimo ko je Barea igral z Luko, je takrat ekipa zelo odlično funkcionirala, ker Barea, čeprav ni tako dobre obrambi, ker majhen, je v napadu zelo izkušen in takrat smo videli, da en takšen izkušen igralec kot je Goran bi res pasal, ko rečemo ata na mamo zraven Luke, ne? Točno tako, Marko, in ti si omenil Jrueja Holidaya, se strinjam. Jrue Holiday je boljši v obrambi, ni recimo ravno, bolj je dvojka kot enka, combo guard sicer, ampak mislim, da bolj dvojka kot enka, dvojka v smislu recimo kakšnega Bradleyja Billa iz Washingtona in tak igralec, kot je Bradley Bill ali pa Jrue Holiday, ki si ga omenil, torej dvojka, ki zna igrati žogo, lahko organizira napad in igra zelo dobro obrambo. Bradley Bill, Jrue Holiday bi tudi pasala kot ata na mamo zraven. Ja, in ne pozabimo, ta dva igralca, kot sta Bill in Holiday, sta takšna, ko se lahko podredita playu, kot je Dončić, kot je tudi v Washingtonu bil Wall. Ne? To sta igralce, ki nimata tako velikega egota, da ne bi mogla sobivati zraven Luke. In to je tudi zelo, zelo pomembno, da vsak sprejme svojo vlogo v moštvu. In konec koncev tudi Goran je ravno zaradi tega tako dober zraven enega zvezdnika, ker nima tako velikega egota, da bi zdaj zahteval žogo ves čas v rokah, tako kot recimo ni bil zadovoljen Dennis Smith Jr. skupaj z Lukom v igri. Ne? Nedvomno, ampak nekaj treba še omeniti, ta dva igralca zaslužita med 25 in 30 milijoni dolarji na sezono. Ja, pogodbo, edini način, da jih pripeljajo, je menjava, ima sicer Dallas 20 milijonski, več kot 20 milijonski trade exception, tako da menjava za Gorana ali pa za enega od teh igralcev bi morda teoretično celo bila možna, ampak Goran je edini izmed teh igralcev, ki bi se morda, tako kot sva govorila, odpovedal temu player optionu zadnjemu letu in podpisal novo dolgoročno pogodbo za manj denarja na leto. In če bi recimo iskal Dallas Vučevića, nima dovolj denarja potem še za Billa ali pa Jrueja Holidaya in seveda tudi teh dveh igralcev, verjetno jih Washington in Pelikani ne bodo spustili. Jrueja mogoče, kaj pa vemo, ali bodo šli v rebuild po menjavi, ko bodo Anthonyja Davisa poleti tradali, vemo. To je druga saga, o kateri bova kdaj drugič kaj več povedala. Ampak vse kaže, da bodo šli v rebuild, če se bo to zgodilo, bi morda lahko celo tradali Jrueja Holidaya, ampak govorimo o tistih realnih opcijah. Tudi kakšen recimo Patrick Beverley. Pat Beverley bi bil odlična opcija zraven Luke, ampak Pat Beverley pa v napadu ni tako koristen, niti približno tako koristen Goranu, ne sega recimo temu niti do kolen, bokov, ne bom rekel gležno, ampak tam nekje do kolen mu ne sega v napadu Pat Beverley, ko govorimo o kreaciji in ravno vidimo, kako je, ko Luko agresivno podvajajo, rabi zraven sebe enega Gorana Dragića. Mislim, da Goran Dragić kot sekundarna playmaking opcija je pa še nekaj boljši od Billa in Jrueja.
kot celota sta, se strinjam s tabo, celo boljši opciji, ampak že spet tudi dražji, ampak v določenih elementih, segmentih bi bil pa Goran tudi še vedno, kljub tem letom. Zdaj tisto, kar je glavni faktor pri Goranu in zakaj ne moramo reči 100%, vse po mizi so verjetno samo njegova leta, ker je pač Luka toliko mlajši, ampak jaz že spet mislim, da ima Goran še 2-3 dobra leta pred sabo. Prosti, Marko, hotel. Ja, Matej, ne pozabimo, da je Rick Carlisle eden izmed tistih trenerjev, ki od starejših igralcev uspe iztisniti največ, skoraj največ od vseh drugih trenerjev. Spomnimo, Jason Terry je bil recimo en glavnih zaslužnih igralcev za naslov, pa tudi Jason Kidd, kaj je počel pri 38 letih. V Dallasu starejši igralci res najdejo neko tisto drugo pomlad in Goran bi res tam tudi pasal zaradi tega. Ne? JJ Barea, ki si ga omenil. Konec koncev tudi on, ja. Kako odlično je igral, kako odlično se je ujel z Luko, kako nevaren je bil Dallas, ker Carlisleov sistem je optimiziran za 2 playmakerja. To je potrebno povedati. Njegov sistem je optimiziran za 2 playmakerja, tako je Dallas vedno najbolje igral, tako je igral v svojih šampionskih sezonah. Tako da to je tisto, kar je treba povedati. In če tako dobro Dallas igraš JJ Bareo, Goran je za razred ali 2 boljši igralec v tej fazi, še tudi mlajši in vemo, JJ tudi težka poškodba. Ahilova tetiva, to je pa tista morda celo najtežja možna poškodba, ki jo igralec lahko stakne, da se vrne nazaj po taki poškodbi. In jaz res mislim, da bi Goran, ne samo da bi Goran odlično sodil v moštvo, ampak bi tudi Carlisleov sistem odlično pasal Goranu. Tako da jaz mislim, da obstajajo možnosti, obstajajo realne možnosti, ko sva rekla, bova povedala, nisem se pogovorila o tem, obstajajo realne možnosti, tako kot Goran zdaj igra. Goran lahko igra brez žoge, ni sebičen, če mu podaš žogo v kot, zadeva odlično. In če se vrnem na tisto začetno točko, tisto, kar sem govoril na začetku o Waitersu in Dragiću, kako je Miami najbolje igral, zato ker je bil Waiters tista druga playmaking opcija zraven Gorana, s katero sta se tako dobro ujela, drive and kick, napad je funkcioniral, vedno rabiš, seveda, najboljše ekipe imajo 2 playmakerja, ker enega lahko vedno neutraliziraš. Konec koncev tudi slovenski, oziroma navijači slovenske reprezentance dobro vedo, kako je bilo pred Luko in Goranom v reprezentanci, ko je bil Goran edina tista elitna playmaking opcija, ko so na nekaj turnirjev zapored na odločilnih tekmah, Francozi v Ljubljani, Litovci v prvem krogu na svetovnem prvenstvu, celo zadnjo četrtino podvajali, potrijali, početverili, niti ne vem, popeterili, ko je cela ekipa samo, vsak nam lahko da koš, samo Goran ga nam ne bo dal. In to je bila taktika, ki se je pogosto obrestovala nasprotnim ekipam. Rabiš drugo elitno, sekundarno playmaking opcijo. In Goran je to lahko zdaj za Luko, tako kot je bil Luka to za Gorana v slovenski reprezentanci. In to je že pripeljalo do enega naslova, zakaj ne bi zdaj še do drugega. In Luka, mislim, da bi, sej je povedal, on bi rad videl, to more škoda, da je to v slovenščini povedal, upam, da bo to v angleščini povedal. Da bo to mogoče kdo prevedel, Peter Riley. Ja, ker vse vemo, zdaj gradijo ekipo okoli Luke, upajmo, da ne bodo zatankali zdaj Lukovega rookie naziva, ko so se odločili za tako intenzivno tankanje, ker želijo seveda obdržati svoj pik in iti v to loterijo v boj za Ziona Williamsona, ko govorimo pa tako mimo grede o teh, ki bi kot ata na mamo idealno pasali v Dallasovo postavo. Zraven Luke in Porzingisa bi idealno, naravnost kot ustvarjen bi bil Zion Williamson za ta 2 igralca, za peterko. Če temu dodaš, recimo, to je zdaj čista znanstvena fantastika, pa bom na hitro končal, ampak če bi recimo slučajno padla sekira v med, imeli neverjetno srečo Dallas Mavericksi in na loteriji, na draftu dobili Ziona Williamsona, predviden prvi draft pik naslednjega nabora, in da bi potem pripeljali recimo Vučevića in pripeljali še Gorana, bi bila peterka Goran Dragić, Luka Dončić, Porzingis, Zion Williamson in Vučević, zame top 5 ekipa Zahoda. Ja, zdaj se mi bojo smejali, vem, da se mi bojo smejali, ampak potem bova midva kdaj drugič povedala. Pustite komentar, izzovite me, pa bom povedal, zakaj bi bila to idealna peterka. Vsak, ki je videl, kako Zion Williamson igra obrambo, se bo strinjal z mano. Ker ravno takega obrambnega igralca rabijo, ki lahko od 1 do 5 vse pokrije bolje,
teoretično je lahko igralec, ki od 1 do 5 pokrije vsakega igralca bolje kot katerikoli drug igralec, ki lahko pokriva samo en položaj v ligi. Izjemen talent in tisto, kar mnogi napačno mislijo, da gre samo za goro mišic in neverjetnega atleta, ne, tudi visok košarkarski IQ. In če bi slučajno njega dobili. Ja, tako kot se lahko ta sanjski scenarij izteče za Dallas, ki je žal malo verjeten, se lahko podobno izteče tudi še za nekaj potencialnih destinacij za zelo, zelo dobre igralce. Recimo, tudi če Phoenix Suns dobijo Ziona ali pa mogoče Lakersi ali pa Knicksi ali pa Atlanta Hawks, vse te ekipe imajo mlade, dobre igralce. Vse te ekipe lahko postanejo takoj recimo top 5, top 7 ekipe v ligi z Zionom in še z enim zelo dobrim prostim igralcem, kot so Durant, Irving in tako naprej. Tako da ja, te sanja je kar nekaj ekip. Še nekaj pa sem hotel samo dodati pri Goranu. Se ti spomniš, Matej, kako je Goran igral zadnje leto v Phoenixu in zakaj je hotel oditi od tam? Enostavno zato, ker je bil druga, tretja opcija v napadu, stalno stal v kotu, nezadovoljen, izrazil svoje pomisleke in tudi odšel v Miami, kjer pa je igral spet skoraj v isti vlogi, čakal na trojki, Wade je imel večinoma žogo v roki takrat in kar naenkrat je bil pa zadovoljen v Miamiju. In razen, ko je dosegel zlato na Evropskem prvenstvu, jaz v Miamiju nisem videl v njemu več tistega kompetitivnega duha, ki ga je krasil v Phoenixu in na Eurobasketu. Ves čas je na Twitterju ponavljal, kako zadovoljen v Miamiju, dobil še enega otroka in potem se mogoče človek toliko domači in tako mu je fajn v eni takšni situaciji, da verjamem, da, ker je tudi lojalen Goran, bi znal mogoče kar podpisati eno pogodbo z Miamijem. In kot njegov navijač Luke, jaz upam, da se to ne bo zgodilo naprej od Dallas, ampak to žal je realna opcija. Ne? Nedvomno se Goran, tudi jaz imam tako vtis, odlično počutil v Miamiju. Strinjam se s tabo, da je v bistvu razlog, zaradi katerega je zapustil Phoenix, ga v Miamiju potem ni več motil. Ker dejansko tisto prvo sezono po prestopu v Miami, ko je začel potem naslednjo sezono z Bošem in Wadeom v prvi peterki igrati, je igral brez žoge več, kot je predtem igral v Phoenixu. In Phoenix je zapustil zaradi tega, ker seveda so pripeljali 2 organizatorja, potem ko jih je on popeljal sam do 48 zmag, na draftu še izbirali organizatorje. Rekel, mislim, kaj se zdaj vi greste? Logično, jaz sem ga razumel in jaz sem vedel takrat od začetka sezone, da se to ne bo dobro končalo, kar je povsem logično. Ampak zanimivo je, da v Miamiju ga pa ne moti to, da igra dosti brez žoge, da ko je Wade v postavi. Seveda razlog je preprost. Wade ne more metati za 3. Nikoli ni imel meta za 3. Najslabši je še zadane, morda kakšno trojko iz driblinga tam, ampak kot catch and shoot igralec, kot igralec, ki meče po sprejemu žoge, ki širi prostor za prodore soigralcev, je bil pa vedno neuporaben in ga nikoli ne pokrivajo na trojki. Zato seveda, ko je Goran v igri z Wadeom, pogosto stoji v kotu, ker Wadea noben ne pokriva in Wadeov igralec Gorana pokriva na prodori, pomaga še drugim igralcem. In to sva že govorila, to je problem seveda tega, da Miami nima strelcev, da se ne bom zdaj ponavljal, ampak se strinjam s tabo, da je Goran v Miamiju, da se njegova družina dobro počuti, da se on dobro počuti. Gre za, mislim, po katastrofalnem Phoenixu, če ti igraš leta v taki, pa bom uporabil malo vulgarni izraz, jebačini, kot je Phoenix, mislim, res tako nesposobni in neurejeni franšizi. Govorimo o vodstvu, govorimo o lastniku. Vemo v tej sezoni, kaj se je vse govorilo, za kako nesposobno, kako slabo vodeno franšizo gre in kako mi je žal Kokoškova, da more trpeti v tej res... Posmeh lige so Phoenix Sunsi zaradi njihovega lastnika, zaradi ljudi, ki jih je njihov lastnik imenoval v vodstvo ekipe. Samo zaradi tega, ne govorim zdaj o igralcih, ne govorim o trenerju, ki je odličen, ki je... Charles Barkley je rekel, tudi Greg Popovič ne bi mogel več narediti s to ekipo, kot je naredil Igor Kokoškov. In jaz se tukaj 1,000,000% na kvadrat, na kubik, na whatever.
v neskončno strinjam. Kar je redko, ne, zato ker kakšne stvari govori Barkley, včasih se res spremiš za glavo, ampak te tle mislim, da je kar zadev prav. A veš, kako je Barkley? Malo potrola, pa zadane v bistvo. Pa malo potrola, pa zadane v bistvo. A veš tako, hit and miss. In takrat, ko zadane, takrat, ko zgreši, pa čist njim zgreši. Ampak mislim, da tukaj se jaz povsem strinjam. Kokoško odlično dela, tudi nekaj zmag proti najboljšim ekipam lige so nanizali in mislim, da ni veliko trenerjev, ki bi bili sposobni, oziroma mislim, da ni trenerjev v ligi, ki bi bili sposobni recimo iztržati več kot 5 zmag več od Kokoškova s tako ekipo, s tako postavo, s takim vodstvom. Tudi s takim vodstvom, pa ne bova zdaj o Feniksu še govorila dost, ampak to sem se hotel reči, da ko igraš v taki franšizi, a veš, leta, ko te trejdajo, pa prideš nazaj, ko te pripeljajo nazaj z lažnimi obljubami, drugič ti dajo pogodbo in potem spet vidiš, da so te čisto nategnili. Logično, da potem, ko priješ v Miami, vse tukaj sva pa govorila, kako je Riley plačal, kako je plačal vse te igralce, kako so igralci zadovoljni tam in kako s tem, ko jih plačajo, nagradijo, dolgoročne pogodbe, vse poskrbljeno, infrastruktura. Tako kot recimo v Evropi, imaš razlike v ligah ali pa tudi v Euroligi. Ni NBA standard nek fiksen standard, kjer so vsi klubi na določenem nivoju. Tudi recimo v NBA ligi imaš klube, ki jih lahko primerjamo, ki veljajo za CSKA, za Real, za Panathinaikos, za Olympiakos, za Barcelono, za tiste najboljše, največje evropske klube, ki so najbolje organizirani. Potem imaš pa klube v NBA ligi, ki so pa na nivoju v primerjavi s temi najbolj organizirani na nivoju tam. Recimo poprečnega kluba ABA lige, a veš. Tako velika, s tem želim povedati, tako velika razlika je. In jaz si zato predstavljam, da je Goran zato izjemno zadovoljen in vesel, da je v Miamiju, kjer se mu ni treba ubadati s temi neumnostmi, ampak ne verjamem pa, da bo Miami v naslednjih 3-4 letih se boril za kaj več, kot za to 8. mesto, za uvrstitev v play-off in potem izpad po hitrem postopku proti boljšim ekipam na vzhodu. Preprosto, če gledaš te njihove mlade igralce, že spet, z izjemo Bema Adebaja, ki ni napadalni igralec, ampak obrambni igralec, ne vidim nobenih tistih igralcev, ki bi recimo bili res elitni v nečem. Res tisti nadpoprečni, dobri. Goran je njihov najboljši igralec, Goran pri 32-33 letih je njihov najboljši igralec in pri teh letih Goran ne more biti več najboljši igralec ekipe, ki se bori recimo za vrh konference. Tukaj pa mislim, da Goran lahko je druga opcija, lahko je tretja opcija, recimo zagotovo, tukaj ne dvomim, zato govorim, da mislim, da če bi Goran odšel v Dallas, kot recimo tretja opcija, ali pa tretja, četrta, Luka, Porzingis, Vučević, Zion Williamson in Goran, Madonna. Mislim, res, to bi se edino splačalo in upam, da ne bodo res, če zatem sam zaključila, sem se rekla, bom morda kakšno besedo rekla še o tem tankanju Dallasa in kako to vpliva na Luko. Ne psihično, ne fizično, ne vpliva dobro, vse si sam povedal, to si tudi že omenil. Carlisle je rekel, zdaj bomo mi nanga dali vse breme. Luka je najboljši skakalc ekipe, najboljši podajalc ekipe in najboljši strelc ekipe. Vse more početi. Ko so Jordana tradali, če eno stvar, Jordan, vemo, da ni bil idealen, da se je že postaral v napadu, veliko zgubil, ni to Jordan izpred 3-4 let, ko je bil celo All-NBA center, ampak je precej starejši, ampak če pa eno stvar še nekaj počel na nivoju, recimo na tem elitnem nivoju, na top 3 nivoju, je bil pa to skok v obrambi. Se vemo, da je tudi Luka, vse, on bi sam žogo, tudi Luka ta je zbal, če je bilo treba, tudi svojega, pa ne samo Luka, tudi druge igralce v Dallasu, on pobere vse obrambne skoke in seveda tuje. Treba zaslužiti pogodbo, ne novo. Tako, ne, ampak, a veš, to je počel, tudi če gledaš statistiko, vpliv na ekipo, bolj analiziraš te zadeve, je to počel na nivoju najboljših igralcev in se je poznalo na igri. Ampak zdaj nimajo nobenega, zdaj Luka mora skakati, ves čas, mora podajati, razigravati, nimajo dobrih, recimo Branson, ki je zdaj tisti drugi organizator, že spet Branson je v tej situaciji zna kreirati predvsem zase, ne ustvarja lahkih priložnosti za soigralce, tako kot jih seveda Luka ustvarja. In to je seveda, ja, je vplivalo na njegovo igro in zdaj seveda so tisti troli, nemarni, nagnusni, na živce mi grejo, pa ne govorimo o nekih anonimnih trolih, to je tisto, kar me niti najmanj ne zmoti, ampak moram pa priznati, da me ziritirajo te, o katerih sem že malo govoril v podcastih, te trenerji, bivši NCAA igralci,
trener Kuzme, Kajla Kuzme, osebni trener Kajla Kuzme, osebni trener Treja Younga. Tele me pa motijo, ki so pred draftom govorili, da bo Luka pogorel, da nima niti najmanjših šans za to, da uspe, da je pravzaprav second round pick, da ga ne bi izbrali med prvimi 30 na tem draftu. Ne samo, da so to pisali pred draftom, po draftu so pisali, da je Trier. Se ga boste mogli pogooglati, v New York Knicksih boljši od Luke, da je vsaj 20 igralcev boljših in da če bi dobili tako vlogo, kot jo ima Luka v Dallasu, bi igrali še boljš. Še letos, torej, povsem želijo diskreditirati vse, kar Luka počne, vse, kar naredi, pa že spet, če bi bili to neki anonimni, že spet malo vulgaren, ko jih jebe, ampak osebni trener Treja Younga, ki je skrbel za njegov razvoj od 12. leta naprej, osebni trener Kajla Kuzme in Kajl Kuzma, mimo grede, je bil eden izmed teh, ki so se oglasili in dejali, da Luka ni rookie leta, ampak je Trae Young rookie leta. In to je bil eden izmed prejšnjih podcastov, ki sem ga z Blažem, mislim, da posnel, ga lahko tudi najdete na našem kanalu, kjer sem več govoril o tem. In moram priznati, ja, te želijo diskreditirati Luko, zdaj lobirajo za naziv novinca leta Trae Younga, ki igra bolje od takrat, ko so seveda tradali to celo ekipo Luke, od takrat naprej Trae Young, ki se je pa odlično uigral s svojimi soigralci, igra bolje. Mislim, predvsem bolj učinkovit je, no, to je tista razlika. Že spet, Luka, najboljši strelec, skakalec in podajalec svoje ekipe, to ni Trae Young. Tudi najboljši kradljivec žog v tem obdobju. Luka polni statistiko, ampak ni pa tako učinkovit, videli smo tudi sinoči zakaj. In, ja, no, bo zanimivo videti, in že spet, bo to za en naslednji podcast prešparala, morda, ali bodo Luko oropali, ali se lahko zgodi, da ga oropajo, ker eno stvar je treba vedeti. Tole še za konec sam povem. Če gledamo celo sezono statistiko, ne samo zadnjih 15-20 tekem, če gledamo statistiko cele sezone, je Luka z izjemo podaj in odstotka podaj nekaterih naprednih podajalnih statističnih kategorij boljši, kot bi se reklo, across the board. V prav vseh osnovnih in naprednih statističnih kategorijah, tudi true shooting, če gledamo skupni odstotek meta z igre za 3, prosti meti, je še vedno, tudi za sezono, še vedno kljub temu padcu učinkovitosti, bolj učinkovit kot Trae Young, za 3 ne več, ampak celotno gledano še vedno bolj učinkovit, je boljši skakalec, je boljši strelec, je edina nevarnost v ekipi, zaradi tega tudi vsi objektivni novinarji, ki pogledajo statistiko, pogledajo celotno sezono, pogledajo tudi konkretno igro in primerjajo, trdijo, da ni nobene konkurence, da je Luka rookie leta. Na drugi strani so pa seveda te skeptiki, evrosovražniki, tudi Dirka so do osvojitve naslova 2011 so ga pljuvali kot mehkega, neučinkovitega, slabega vodjo, vse mogoče obtožbe so zoper njega letele in to se ponavlja. Goran, tudi roko na srce, bodimo odkriti, zaradi tega je tako pocenjen, ker je pač evropski igralec, beli igralci iz Evrope, tako je še vedno. Jaz sem mislil, da se je to precej spremenilo v zadnjih letih, ampak zdaj pri zadnjem draftu, ko se je Luka draftali, v vseh stvareh, ki jih zdaj tisti skeptiki, euroskeptiki, ki so še vedno zelo glasni, pišejo, govorijo, pa že spet, ne gre za kar nekoga, ampak gre za košarkarske delavce, predvsem iz NCAA vod, vendar tudi smo videli iz NBA vod z temi igralci, ki so prišli na plano. Vsi samo čakajo v zasedi, da bodo napadli, spljuvali evropskega belega igralca, ker oni, te predsodki pač veljajo, preprosto ne morejo biti tako dobri kot črni ameriški igralci. Dejstvo je, da predsodki do Luke ostajajo, predsodki do evropskih igralcev in evropske košarke, o katerih se govori od Dražena, Petroviča naprej, so pri nekaterih tisti predsodki, vemo, kako se je Dražen moral boriti za to, da je prišel na svoje, so še vedno kako živi. In ja, Marko, zaključiva, bi še kaj dodal, bila sva dolga, daljša, kot so načrtovala, ampak podcastov bova prišparala za kakšnega naslednjega. Ja, rad bi še kaj dodal, ampak dajmo to za naslednji podcast. To je to, jaz sem zelo vesel, da sem je spet povabil na podcast in da so podebatirala zanimive teme in upam, da bo to zanimivo tudi našim poslušalcem. Rad bi še kaj dodal, ampak moraš po otroke v vrtec. Tako, da mi jih ne pustijo kar na vratih. Ja. Takole, Marko, hvala, da si se me pridružil in se slišiva ob priliki. Uživaj, lep dan in lep pozdrav Celje. Hvala lepa, lep pozdrav vsem našim poslušalcem in tudi tebi seveda. Adijo. Živijo, čau.